En velik aplavz za godbenike, za katerim je že dolg delovni dan. Pihalni orkester Železarjev Ravne, seveda. Pozdravljeni in dobrodošli na lep, prazničen 1. maj. Tako v Sloveniji kot v večini držav sveta danes torej obeležujemo praznik dela. Izvorno so ga začeli praznovati leta 1890 v spomin na dogodke v Chicagu. V Sloveniji pa smo 1. maj začeli praznovati na začetku 20. stoletja. Kot državni praznik je bil uzakonjen leta 1948. Dolgoletno in močno zakoreninjeno tradicijo pa ima praznovanje praznika dela tudi pri nas na Koroškem, s čimer se lahko seznanite tudi na prav posebni razstavi. Štauharji stare ravenske železarne so prav v teh dneh odprli razstavo Živel 1. maj, živel praznik dela, ki je projekt 6 slovenskih muzejev, varuhov rudarske in železarske kulturne dediščine in dediščine slovenskega delavstva. Seveda lepo vabljeni tudi k ogledu te razstave. Praznovanje spremlja tudi simbol delavstva. Vsi ga danes bolj ali manj imamo, to je rdeč nagelj, ter seveda godbe na pihala, ki dan začnejo na vse zgodaj zjutraj z delavskimi budnicami, kot se je danes, kot že rečeno, dan začel tudi Pihalnemu orkestru Železarjev Ravne. Praznovanje praznika dela od nekdaj spremlja tudi glasba in tudi današnje druženje bo v znamenju glasbe. Nadaljuje vokalna zasedba Rute, ki so že z nami na odru. Izvolite. Praje Johane, je težko živeti, socolen genijske, draholen zagret, pa prajejo druge, da bo že šlo, štek do roda ledom, nikol še ni bo. Šparali imajo ščel, pa drugi bi jompali, častili vsem. Jaz sem pa po zreli si mero vzal, da jamram, ko divam, pa pijem lomal. Oj, srotej ubogi, pozabi na vse, zapoj si za Judskaj lepoj, pa vse gre. Korošci smo z mirom zamuštrbili, nasvetili gorših najboljše kladi. Dolina ni mrtva, kot jamramo vse, med nami je mrveč veselih ljudi. Pa ni ga Korošca, da ne bi znal pet, pa devat, pa judskat, pa ljubeco med. Oj, srotej ubogi, pozabi na vse, zapoj si za Judskaj lepoj, pa vse gre. Korošci smo z mirom zamuštrbili, nasvetili gorših najboljše kladi. Srotej ubogi, pozabi na vse, zapoj si za Judskaj lepoj, pa vse gre. Korošci
Ko je prišel k nam na Pungrad en gospod, se je čudo, kak je pri nas vseh lepot. Ko gledu pa je rekel, šta imate rad. Skor ni hotel zvečer domov jet nazaj. Je traktor videl pa je baril, zakaj imate dva. Saj nam vrt ne moš pelat karoba. Mi dvoje sitno, ko je mislil, šet je bogat. A je mislil, da bi mrvenga nemo dat. Ker nam brsn rekel, si šek na gre, da jaz ne bi imel nič, gospodi pa vse. Je včasih zadevo govej kolodi, danes na polu smaje sin pa ti, da kdo bi pomagal, tega pa ni. Zato moj traktor se mene drži, le kam testi cajte so šle, koledi še niso tak nidični bile. Po naši cesti hodva ena fajn gospa. Na dolgem štriku sta jo vlekla dva buldoga. Je pred traktor skočil eden kot navij. Zmrl premza, če ga nisem hotel kar ubit. Je gospa bila huda, ni bila več madan. Rekla je, da traktor vozit jaz ne znam. Zakaž tak čudnim pa nobel mi sploh bo. Saj je brez tega včasih bilo glih tak šlo. Ker nam brsn rekel, si štek na gre, da jaz ne bi imel nič, gospodi pa vse. Je včasih zadevo govej kolodi, danes na polu smaje sin pa ti, da kdo mi pomagal, tega pa ni. Zato moj traktor se mene drži, le kam testi cajte so šle, koledi še niso tak nidični bile. Le kam testi cajte so šle, koledi še niso tak nidični bile. Tako, ja, en bučen aplavz za vokalno skupino Rute, z nami v pozdravnem prazničnem nagovoru, pa tudi župan občine Ravne na Koroškem, dr. Tomaž Rožen, prosim. Spoštovani zbrani, lep pozdrav v imenu občine Ravne na Koroškem, pozdrav kolegoma iz mestne občine Slovenj Gradec, županu in tudi županu občine Prevalje. Hkrati seveda pozdrav vsem delavkam, delavcem, bivšim zaposlenim, upokojencem, upokojenkam, skeju. Pozdravil pa bi tudi na tej lokaciji dva naša častna občana, gospoda Maksa Večka, ki je tukaj z nami, in gospoda Golčerja. Lep pozdrav torej na tej lokaciji, ki je letos nova, upam, da se boste dobro počutili. 25 let so sindikati oziroma delavci prirejali svoj praznik na Ivarčkem jezeru, še predtem pa se najbrž tudi kdo izmed vas spomne, so bila praznovanja na Navrškem vrhu. Če bo letos to praznovanje uspelo, seveda boste vabljeni, dobrodošli tudi naslednja leta, odvisno seveda od vašega odziva.
Dejstvo, da je pa praznovanje tukaj, pa govori tudi nekaj o odnosu določenih ljudi, ki imajo kapital, da ne znajo razumeti delavcev, zato so na nek način odrekli gostoljublje na Ivarškem jezeru. Praznik dela 1. maj je praznik seveda vseh, ki ste delavci, ki ste bili delavci in tudi vseh, ki verjamete v delo. Praznik dela 1. maj je opomnik vsem, da brez delavcev ne gre, nikoli ni šlo, ne gre in nikoli ne bo šlo. Če obstojijo delavci, obstoji pravzaprav cel svet, obstojijo tovarne, obstojijo občine, obstojijo tudi sodišča, skratka celotna družba je odvisna od vas delavcev. Zato je prav, da praznujete 1. maj praznik dela kot opomnik tej moči delavcev v naši družbi in kot opomnik vsem, ki odločajo o pravicah delavcev, da se z delavci ni za igrati. Zato, ker je veliko in zato, ker so pomembni, ker je pravzaprav od njih oziroma od vas vse odvisno. Torej, želim vam dobro praznovanje te vaše moči, ki se morate v družbi zavedati, udejanjate jo skozi sindikate, skozi pogajanja, skozi sindikalni boj, skozi delavski boj in upam, da nikoli ne boste pozabili na to moč delavstva, ki je v vsaki človeški družbi. Živijo 1. maj, praznik dela. Hvala lepa gospodu županu za te spodbudne, prav motivacijske besede, za en tak lep nagovor. Z nami pa drugič danes Špela Laznik, ki je v uvodu tako lepo slovensko himno zapela. Zdaj se nam pridružuje v nejšini, malo tu, malo tam. Špela Laznik. Svet v tem je objem namenjen meni.
pa z nami tudi župan občine Prevalje, dr. Matic Stasič, izvolite. Spoštovani vsi zbrani tukaj na odlični lokaciji Grajskega parka na Ravnah, počastitev prazniku dela 1. maju, lep pozdrav v imenu občine Prevalje, vsem tukaj zbranim. 1. maj, praznik dela, je praznik, ki ga je treba spoštovati, kajti pravice delavcev so vedno na preizkušnji. Zato se je treba venomer boriti. Človek bi pričakoval, da v letu 2017 se ne bo potrebno več boriti za delavske pravice in bo delavcu dano tisto, kar si zasluži in s čemer lahko normalno preživi svoje življenje. Žal temu ni tako in se je treba boriti še naprej, tudi leta 2017 in takrat, ko nam boljše gre, ko je gospodarski razvoj tako kot nekateri zdaj na veliko ozvanjajo, da so boljši časi, je treba tudi deliti med tiste, ki komaj preživljajo iz dneva v dan. Želim, da bi prijetno praznovali današnji 1. maj, praznik dela, vsi tisti, ki v delu še uživate in vsi tisti, ki se trudite, da bi bile vam vse pravice, ki vam grejo, tudi dodeljene. Želim vam, da bi tudi ostale dneve se spominjali teh pravic in lastnike kapitala spominjali na to, da ustvarjate tisto, kar nekdo drug deli po drugi strani. Da je del tega treba tudi razdeliti med delavce. Lep praznični dan vam želim in hvala lepa. Hvala tudi vam, gospod župan. Ja, najprej je bil z nami župan občine Ravne na Koroškem, potem smo se preselili na Prevalje, zdaj gremo v mestno občino Slovenj Gradec, z nami tudi župan, gospod Andrej Čas, izvolite. Lep dober dan, drage delavke, delavci. Prinašam lep pozdrav z mestne občine Slovenj Gradec. Organizatorji so mi povedali, da je tukaj med nami tudi veliko delavcev večjih gospodarskih družb iz Slovenj Gradca. Prav poseben pozdrav tudi njem. 1. maj je delavski praznik z leti, odkar se lahko prosto praznuje v večini držav sveta, še danes ni izgubil na svojem pomenu, na svoji aktualnosti. Nasprotno, menim, da v teh časih v moderni postindustrijski družbi so problemi delavstva še hujši, še bolj se iščejo načini, kako se izogibati delavskim pravicam, kako z sofisticiranimi metodami zaobiti tisto, kar delavcem gre. Danes je najbolj pereč problem drobljenja delavstva. Preko tega, da se delavcem podeljuje različne pravne statuse, tako kot naprimer lahko imamo, da enim strojem delavca, ki dela kot SP, kot agencijski delavec, kot zaposlen za določen čas in se redkeje za nedoločen čas. Na ta način delavce drobimo, se vsak vidi svoj interes na drugačen način. In če postaja agencijsko delo danes že nekaj običajnega in se proti temu najbrž ne moremo boriti, pa je škandalozno, da se temu načinu zaposlovanja gleda skozi prste, da se krši zakonodaja in da je Slovenija v tem najslabša med evropskimi državami. Ampak tukaj imamo svobodne, neodvisne sindikate v Svobodni Sloveniji, ki prevzemajo to odgovorno nalogo skrbi za pravice delavcev. Jaz verjamem, da so naši sindikati močni in usposobljeni, da bojo kos tudi tem novim izzivom. Naj pa danes ne bo čas za preresne govore, naj bo danes čas za prijetno druženje med prijatelji. Želim vam lep dan, prijeten praznik, živel 1. maj. Dičva to mi povej, al drobiš ti še kaj sem ti djal, ko sem pod oknom stal. Iknel daj se še lepočaj, na minuli dobi pa pripočaj na mi. Iknel daj se še lepočaj, na minuli dobi pa pripočaj na mi. Je se vdala pa bom, te zapustila bom.
Ptičice pojo rožice, cvetove na ljubezen, višjo kraj bo. Ptičice pojo rožice, cvetove na ljubezen, višjo kraj bo. Se vdala pa bom, te zapustila bom, noj drugega popčasi zdrava. Ptičice pojo rožice, cvetove na ljubezen, višjo kraj bo. Ptičice pojo kraju bo. Nagovoril nas bo tudi predsednik konference družb Psi Ravne, gospod Boris Štriker. Prosim. Lep pozdrav županom občine Ravne, Slovenj Gradca in Prevalj. Podpredsedniku SKEJ Slovenijo Viliju Novaku in vsi prisotni dobrodošli v Grajskem parku. Od prvega praznovanja praznika dela leta 1890 je menilo 127 let, ampak cilj boja delavstva za svoje pravice so enaki. Pravice in obveznosti se med partnerji, delavci in delodajalci kar naprej določajo na novo in v tem boju smo delavci sami. Država namreč z uzakonjanjem minimalnih delavskih standardov določa tako imenovani socialni javni red. Aktivni ne posega v razmerje med delodajalci in delavci. Povedano je enostavno, dokler ima država mir, je ne zanima razmerje med delavstvom in delodajalci. V letu 2016 je SKEJ praznoval 25. obletnico delovanja v novih razmerah. V tem času je dokazal kot konstruktiven, dobro organiziran in učinkovit pogajalec, ko gre za zaščito interesov svojih članov, ki so pretežno zaposleni v podjetjih iz kovinskih materialov, kovinske in elektroindustrije. V letošnjem letu pritiska SKEJ Slovenija na vse tri omenjene tarifne priloge industrije kolektivne pogodbe. Od 1. do 5. tarifnega razreda tarifne priloge so pod minimalnimi plačami in podjetja, ki spadajo pod kovinske materijale, kovinske in elektroindustrije, že davno ne izplačujejo plač po tarifni prilogi dejavnosti. Zato so te priloge v resnici nepredmetne. Za lažje razumevanje naj navedem primer. V 5. tarifnem razredu so že inženirji in začetniki magistri, ki spadajo pod minimalno plačo. Kaj pa šele ostale tarifne razrede od 1 do 4, kamor spadajo delavci s poklicno in strokovno izobrazbo. Ali je to dovolj za dostojanstveno življenje? Seveda ni treba odgovoriti, ker odgovor poznamo. Zgodba se nadaljuje tudi po upokojitvi, saj se minimalna plača upošteva za izračun pokojnine. Upokojitev za marsikoga pomeni prehod v siromaštvo, oziroma, če ima srečo, zanj skrbi družinski člani. Zato želi SKEJ ovrednotiti vse te krivične tarifne priloge na novo. Vsi večji zaposlovalci koroške regije so v vzponu. TAP, LEK, Sorbet, Ravne Systems, Metal Ravne in ostali povečujejo svoje proizvodne kapacitete.
Poprečna starost zaposlenih v podjetjih se veča. Rodnost v zadnjih 20 letih pa je bila na Koroškem nizka. Prav tako je Avstrija odprla svoje meje za naše delavce. Delavci v slabo plačanih podjetjih se odločajo za prezaposlitve v bolj plačana podjetja. Dolgoročno bodo podjetja, ki niso pripravljene povečati plač, obsojene na propad. Konkurenca med podjetji je močna in lastniki kapitala si ne morejo in ne smejo privoščiti konfliktu s svojimi zaposlenimi. Mati fabrika je bila pred 10 leti ponos koroškega gospodarstva. Jeklar, kovač, valjar in tako dalje so bili takrat nadpoprečno plačane in cenjene. Delo v teh poklicih se s časoma tehnološko posodobilo in je vedno zahtevnejše. Delo še vedno poteka v 4 zmenah in pod težkimi pogoji, a status delavca se temu primerno ne dviga in ne nagrajuje. Zato se sindikat SKEJ znotraj skupine SI tudi vrne delavcem ta ponos. In sicer tako, da se bori za nov plačni sistem, ki bi omenjene ključne delovna mesta ovrednotili na novo. Marsikdo se med vami mogoče sprašuje, zakaj danes praznujemo na Ravnah in ne na Ivačkem jezeru, ki smo ga v preteklih letih prepoznavali kot simbol združenega delavstva, kot simbol uveljavljenih pravic. Jezero in njegova okolica sta namreč zaživeli zaradi družbenega lastništva, pridnih delavskih rok, zaradi prostovoljnega udarniškega dela. Zato je vprašanje na mesto. V sodelovanju z občino in ZKŠTM Ravne na Koroškem smo se odločili za spremembo lokacije zaradi previsoke najemnine sedanjega lastnika. SKEJ konferenca SI ima zato ob letošnji tradicionalni prvomajski prireditvi grenek preokus, ki pa nam ne bo pokvaril razpoloženja in nas ne bo ustavil v prizadevanjih, da našo prireditev vrnemo na lokacijo, ker je leta 1980 začelo svoj pot. Naj to priložnost izkoristim še za zahvalo SKEJ regijske organizacije za Koroško, občinama Ravne na Koroškem in Prevalje ter zaposlenjem ZKŠTM Ravne na Koroškem za pomoč pri izvedbi naše prireditve v Grajskem parku. Želim vam, da se danes dobro počutite in preživite lep dan v družbi prijateljev, znancev in sodelavcev. Živo 1. maj, praznik, ki spominja in opominja, da pošteno delo in pošteno plačilo krasita in bogatita človeka in s tem družbo, ki jo skupaj oblikujemo, živimo. Hvala. Hvala lepa, gospod Boris Štriker. Slavnostni govornik današnje slovesnosti pa je podpredsednik Sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije, gospod Vili Novak. Izvolite. Uvodoma v imenu Sindikata kovinske in elektroindustrije in seveda v mojem imenu najtopleje pozdravim. Ko se bliža 1. maj, vedno pomislim na istoimensko črtico velikega slovenskega pisatelja Prežihovega Voranca, našega Korošca, ki je vse svoje delovanje in pisanje posvetil ideji o boljšem življenju slovenskega in evropskega delavstva. Prehodil je Evropo tja do Skandinavije, preživel težka leta v najhujših zaporih in taboriščih in se po vojni opiral predpisom, ki so tudi koroškemu višinskemu kmetu predpisovali zemljiški maksimum. Neki pisec je napisal, da Prežih ni le jedel pogoltno, ampak je celo pisal grobo. Je 1. maj res groba črtica. Je grobo, če pišeš o revščini in krivicah in o vsem grdem, kar se iz tega rodi. V 1. maju Voranc opisuje svojo nepozabno otroško izkušnjo, sramežljivost ob srečanju z bogatimi tujci, pred katerimi se sprva skrije, nato pa k njemu pristopi lepa deklica in mu pokloni lep rdeč nagelj. Ta praznik od starih časov dalje, tudi praznik pomladi, skupaj s kresovi in jutranjo godbo
na Pihala še danes označuje mednarodni praznik dela in delavske solidarnosti, oziroma dan delavstva, ki ga obeležuje večina držav sveta šele dobro stoletje. Praznik je spomin na dogodke v Chicagu leta 1886, ko so delavci zahtevali 8-urni delovnik. Policija pa je njihove demonstracije krvavo zadušila. Leta 1890 je bil sprejet sklep o 1. maju na zasedanju druge internacionale v Parizu. Takrat se je prvič praznoval tudi v slovenskih krajih. Vsakoletne demonstracije na 1. maj so prerasle v proslave, ki so postale oblike delavskega boja. V začetku 20. stoletja je postajal vedno bolj aktualen tudi boj proti militarizmu in imperializmu, boj za mir. Od leta 1948 je 1. maj v Sloveniji uzakonjen kot državni praznik. Če bi vam govoril kot politik, bi se vam lagal, kako je v naši prelepi Sloveniji vse super in lepo, da so plače visoke, da imamo zadovoljne upokojence, navdušeno mladino in seveda politike, ki jih obožuje ljudstvo. Kot sindikalist vam lahko trdim, da nič od tega ne drži. Zakaj tako razmišljam? Preveč je delavk in delavcev, ki zaslužijo ravno toliko, da se lahko iz meseca v mesec preživljajo z minimalno plačo. Da veliko število delavk in delavcev kljub redni plači živi na pragu revščine. Preveč je upokojencev, ki prejemajo nesramno nizke pokojnine za 40 let delovne dobe. Preveč je mladih, za katera ni delovnih mest. Če pa delo dobijo, so pa njihove plače tako nizke, da se ne morejo ustvariti svojega lastnega življenja in so še naprej odvisni od svojih staršev, babic in dedjev. Sindikat kovinske in elektroindustrije je največji in najštevilčnejši sindikat v Sloveniji. Vedno in vsepovsod trdim, da nismo najboljši, vendar smo pa edini pravi zaveznik delavcev in delavskih pravic, upokojencev in mladih. Ni nam lahko, ko se moramo za tarifni normativni del kolektivne pogodbe pogajati z delodajalci, ki prihajajo na pogajanja samo z enim ciljem. Ta njihov končni cilj pa je, kaj bi jim še lahko vzeli. Namesto, da bi se pogajali, nadgradili obstoječe pravice, moramo zdajšnje in veljavne braniti z vsemi sredstvi. Kot človeka in sindikalista me včasih boli, ko slišim, da je v naši pokvarjeni družbi sindikat nepotreben in da sindikalistov ne potrebujemo. A si lahko kdo sploh zamišlja, kakšna bi bila naša družba, naša delovna mesta, naše plače, naše pravice iz naslova kolektivnih pogodb, zakona o delovnih razmerjih, zakona o varstvu in zdravju pri delu in še bi lahko našteval, če sindikatov ne bi bilo. Jasno nam mora biti, da teh zakonov ne bi bilo in bi se delalo po domače. Naša država z zakonom določi samo minimalno plačo, minimalno število dopusta in minimalni regres. Vse ostalo se pri pogajanjih določi v kolektivnih pogodbah. Če sem odkrit in pošten, moram priznati, da razumem jezo zaposlenih, ko dobijo 15. v mesecu svojo plačilno listo za več kot korektno opravljeno delo. Pričakujem pa tudi, da mora biti vsak toliko pošten in priznati, da bi bila ta prejeta bruto plača še za cirka 40% nižja, če sindikata ali sindikatov ne bi bilo. Sindikat SKEJ je trdi pogajalec na nivoju države in tudi v podjetjih. Žal smo ob takšnem številu sindikatov ostali sami in edini, ki se še vedno pogajamo in zahtevamo višjo raven delavskih pravic. Lansko leto, ko je bil 7. kongres SKEJ Slovenije, smo delegati sprejeli plan dela in usmeritve za naslednjih 5 let. Prvi korak smo realizirali z zahtevo po pogajanjih o dvigu plač za vse 3 kolektivne pogodbe. Druga takšna pobuda bo, da naj bo znesek minimalne plače enak znesku najnižje osnovne plače prvega tarifnega razreda. Kljub vsem problemom smo v sindikatu SKEJ optimisti, saj je v Sloveniji, pa tudi na Koroškem, veliko število odličnih menedžerjev in dobrih lastnikov, ki skrbijo za dobro poslovanje podjetij
in s tem za varnost zaposlenih. Z investicijami pa povečujejo konkurenčnost in varnost delovnih procesov. Poglavje zase v naši družbi pa je naša politična elita, ki je ena in ta ista že od osamosvojitve naše države. Za to elito ali mafijo smo državljani samo davkoplačevalci in ne ljudje. Radi nas imajo samo pol leta pred parlamentarnimi volitvami. Takrat letijo obljube, pohvale, izboljšave in še bi lahko naštevali. V roku 5 minutah po zaprtju volišč so pozabili na vse. Že po naravi smo Slovenci takšen narod, da radi oprostimo in prav je tako. Ne smemo pa pozabiti vseh laži 26-letnega poniževanja se strani politikov in političnih strank, ki so že od naše samostojnosti eni in ta isti. Enkrat bo tem istim ljudem treba povedati, da so po dobrih 26 letih vse zasrali in zapravili, tudi naše zaupanje. Takšno razmišljanje je sicer žalostno, ampak ti isti ljudje nam že od osamosvojitve govorijo, da bo Slovenija druga Švica. Realno ocenjeno smo imeli za dosego tega vse pogoje, saj je zelo malo takšnih držav na svetu, ki ima toliko naravnih bogatstev, kot jih ima sama Slovenija. Pred nekaj dnevi me je na eni televizijski oddaji voditelj oddaje vprašal tudi to, kaj bi lahko bilo danes v današnjem času povod, da bi ljudje in zaposleni ponovno demonstrirali, kot so leta 1886 v Chicagu. Odgovoril sem mu, da bi bili ali bodo vzroki isti. Takrat so ljudje umirali za 8-urni delovnik. Tudi danes je realna slika takšna, da mora večina zaposlenih delati več kot 8 ur na dan in več kot 40 ur na teden. Ob koncu mojega govora pa bi dodal tudi nekaj mojih misli o vsem dogajanju, o sindikatih, politike in delodajalcev. Ko se je Slovenija osamosvojila in postala svoja država, sindikate nihče ni jemal resno in smo morali prositi, da smo se usedli za pogajalsko mizo. Danes na pogajanjih zahtevamo določene zadeve. Jutri pa, spoštovani politiki in delodajalci, jutri pa si bomo vzeli vse tisto, kar nam pripada. Srečno in živo 1. maj. Gospod Vili Novak je bil z nami, hvala lepa. Ja, preden se ponovno predamo glasbi, pa samo še zahvala. Zahvala govornikom za spodbudne in sporočilne besede. Hvala vsem nastopajočim. Hvala seveda godbenikom, ki so po napornem jutru prišli in nam popestrili tole dogajanje. In hvala vsem vam, da ste se v tako velikem številu zbrali. Z nami ponovno vokalna zasedba Rute, potem pa nadaljujemo z veselico, s koroško gavdo, z ansamblom Spev. Hvala lepa. Jesen jabke sem pobiral, celo pungrad sem pobral. Prišel zravno sem fagerbu, sladkega močta vsem dal. Ko vročina pride huda, kregel močta pride prav. Dole v kleti že zgoda, pijem po pameti mal. Mošta z vincem ne zatavšam, saj sem ga naprišel sam. Glava po njemu ni boliva, vsakemu ga lahko košta dam. Mojca, mošta, daj mi mojca, že ja te čudno matrame. Krigel nali mi za korajžo, pa glišno poljubim te. K men gospodi so hodili, peli mož so kosa mrak. Ko s njim ga pa računu, bil je vsem predrag. Celo leto pol sem šparil,
nič ga nisem dal za stojn. Rajši sem ga všel preku, ga ruci v den sem kokoj. Mošta z vincem me zatavšam, saj sem ga naprišel sam. Glava po njemu ni boleva, vsakemu ga lahko košta dam. Mojca, mošta, daj mi mojca, že ja tak čudno matrame. Krigel nali mi za korajžo, pak višno poljubim te. Sami smo ga pol koštvali, hvalili smo ga, kak je fajn. Za zdravje smo na zob ga dali, ga hitro buje veko manj. Če mojca ga je bila vesela, tudi njo je včasih bolj v zob. Se grdo vreme zunadeva, če rajši tišima se v kop. Mošta z vincem me zatavšam, saj sem ga naprišel sam. Glava po njemu ni boleva, vsakemu ga lahko košta dan. Mojca, mošta, daj mi mojca, že ja te čudno matrame. Krigel nali mi za korajžo, pak višno poljubim te. Dober dan, lepo pozdravljeni tukaj z odra, se oglašamo ansambl Spev, ki smo danes na ta sončni 1. maj prišli k vam tukaj v Ravne, da se poveselimo z vami. Pa da ne bom preveč govoril, vas kar povabim, dragi prijatelji, na plesišče s tole našo polko. Prijatelji, lep popoldan vam voščimo, uživajte z nami. Hvala lepa. Ko podvečer se tam dobimo, kjer svojo roko Bog moli, se radi vsi poveselimo, tja do okrogle polnoči. Prijatelji smo od mladosti in nič na svetu ne loči nas, kar je bilo doslej radosti, izbrisal ni moderni čas. Prijatelji, zapojmo pesem si, ki spomni nas najlepši dni. Prijatelji, za zdravje naj velja, po pameti lepimo ga. Hej, 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 hej! Prijatelji, lepo povabljeni na plesišče. Dovolj je prostora za vse. Gremo! So nas poti življenja ponesnobili široki svet, ni še ne skriva krepenenja, vsakrat domov se vrne spet. Prijatelji, zapojmo pesem si, ki spomni nas najlepši dni. Prijatelji, za zdravje naj velja, po pameti lepimo ga. Naše gasilke iz Svetega Jurija že plešejo. Gremo Ravne, gremo še vi na ples. Gremo Koroška.
prijatelji, za zdravje naj velja, po pameti, lepimo ga. Dušan, veljo plesa. Od otroštva se poznava, si naklonjena sva in potiha rada imava, od golubčka se dva. Kaj bi rekli starši tvoji, če odkrili bi to? Bi zbledeli upi moji, kaj bo z ljubeznijo? Dolge dneve in večere, ko si sama doma, vsak z obraza ti prebere, da otožna si vsa. Jaz pa vandram po svetu, pesmi moje igra, vidi pada se dekletu, drugemu ne preda. Nocoj bom le zate na strune kitare igral melodije, ki srce vedrijo. Ti strune ljubezni naj nama zvenijo do konca življenja, vse dneve noči. Za vse zaljubljene. Maj je tukaj, mesec ljubezni. Danes se lahko zaljubite, zakaj pa ne? Ponekod zavedno vrnem na vinrodni se kraj, lič življenja nov obrnem, ne ozrem se nazaj. Ko v belem boš nevesta, ti dekle mojih sanj, brž pozabim bila mesta, s tabo bom noč in dan. Mare, veš katero bomo sedaj? Veš katero bomo sedaj? Bom jaz povedal, katero bomo. Vidim, da vas večina še sedi, imate polne mize, dober tek. Na zdravje, ampak za na zdravje bomo pa vsi gor ostali. Tako. In na zdravje današnjemu prazniku 1. maju. Bomo kupice visoko v zrak zdignili, da vidimo kupice, da vidimo. Dajmo gor ostati, sej že sedite 2 ure. Malo se pretegnimo. Takole, vsi po konci kozarce. Pa bomo zapeli praznikov čas, kolikor kaplic, toliko let. Ampak res vsi gor ostati, prej ne bomo začeli. Dame, punce, fantje, moški, gremo, tudi če imate sok, bomo spregledali. Ali pa vodo, voda je za žejo. Gremo skupaj. Kolikor kaplic, toliko let, Bog nam daj na svet živet. Živijo, oj, živijo, oj, živijo na svet. 300 kaplic, 300 let, Bog nam daj na svet živet. Živijo, oj, živijo, oj, živijo na svet. Dajmo ga do dna ga spimo. Dajmo ga, draga družba, danes ga lahko. Živel 1. maj, danes si lahko privoščimo. Ker v miru ga spite, potem pa le pripeljite svojo najdražjo na plesišče, da ovekovečimo ta praznik tudi s plesom. Ansambel Spev bomo zaigrali za vas, vi pa le korajžno. Že kar naslednja bo mogoče ta prava, da vas prepričamo. Mačice, gremo na ples. Za punce. Špela, gremo plesat. Mačice, znanilke pomladi, medvetačice. Mačice,
Mačice so nežne kot lica moje deklice. Na bregi, kjer sonce je davno že stopilo sneg. Mačice smejijo se v sončne dni. Hej, hej, Aleš! Trofejnik je tukaj, ne moreš veriti. Pa Mikše, pa to sta ti prijatelja. Gremo plesat na zdravje! Mačice, nabral sem jih, da bi deklici jih dal. Mačice ji naj povedo, kar jaz si nisem znal. Ona pa nič več verjeti mi hotela ni. Na bregih pa nižjih mačic zdaj več ni. Počakal bom pomladi, da spet rože zacveto. Morda pa takrat ta deklica le moja bo samo. La 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 la. Morda pa ta deklica le moja bo. Hej, 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 gremo plesat!